Nasvidenje Turčija, dobrodošli spet doma. Za vijoličasto četo so dnevi najtežjega dela pripravljalnega obdobja, dnevi, ko se je le treniralo, igralo tekme, jedlo in spalo. Kaj se je dogajalo v turški pripravljalni bazi, smo pospremili v sprotnih prispevkih. Fantje so uspešno prestali 17 treningov in 7 pripravljalnih tekem. Vse je minilo brez poškodb, ob tem strokovni štab ni zaznal niti enega disciplinskega prekrška. Kljub 14-dnevnemu skupnemu bivanju od pol 8 zjutraj do 10 oziroma pol 11 zvečer, ko je bil čas za spanje, se nihče ni gledal po strani. Prav nasprotno, tudi na pot domov se je odšlo z nasmeškom, v dobrem razpoloženju, kar le še dodatno potrjuje, da zgodbe o izjemnem razumevanju, enotnosti v slačilnici niso le zgodbe za javnost. Sigurno, da ko si 14 dni skupaj in se gledaš non-stop, da zna priti na treningu do kakšnih tenzij, vendar enostavno smo dobro razpoloženi. Sigurno, da je par soigralcev, ki skrbi za dobro voljo. Predvsem mislim tu na Vidoviča, pa Viler, pa tako. Vsi v glavnem so polni heca, polni šale in enostavno ni problema, kajti kot prvo smo dobri prijatelji, šele na to soigralci. In v takšnem kolektivu se tudi najstarejši igralec počuti mladega. Kot najstarejši igralec počutim se še mladega, tako da to se tudi vidi, ker se zelo hitro vklopimo z mladimi, v bistvu se ne dela takih razlik. Tako da mislim, da se bolj gleda moštveno in važno, da je moštveno pozitivno. Najmlajši pa po drugi strani prav tako ne občutijo razlike v letih. Ja, nisem mislil, da bo to tako lepo, da me bojo starejši tako lepo sprejeli, da mi bojo pomagali. Lepo so mi pač svoje izkušnje so pač na treningu, če nisem kaj, znal so mi oni svojimi besedami povedali, kako je pravilno. Ne vem, pogoji so tukaj bili zelo lepi. In upam, da bo tudi zdaj, ko se selim na reprezentanci, da bo tudi tam. Belek sodi med najbolj priljubljena turška letovišča. Poleti je na udaru turistov, v zimskem času pa redno gosti nogometašev. V celotni pokrajini Antalija letno opravi priprave tudi do 1200 ekip z različnih koncev Evrope. 10 do 15 stopinj čez dan omogoča prijetne razmere za nogometno vadbo. Tukaj se je po jesenskem preverjanju možnih destinacij za zimske priprave ustavil tudi izbor NK Maribor, med številnimi hoteli so bile rezervirane sobe v sosesju. Hotel je ponujal vse, kar potrebuje klub za uspešne priprave. Udobje v sobah je bilo na visoki ravni, ponudba hrane bi izpolnila pričakovanja tudi najbolj izbirčnih. Hkrati pa je pomenila velik izziv predvsem za najbolj sladkosnede. Najbolj pomembna so seveda igrišča in v hotelu Sosezi so za potrebe nogometnih gostov zgradili pripravljalni center s 4 igrišči, oddaljen le 5 minut vožnje z avtobusom. V tem centru so organizirali 5 tekem. Dvakrat se je bilo treba odpeljati drugam, a prav tako na kvalitetne terene bližnjih hotelskih kompleksov. Treningi, tekme. Tekme, treningi. Kaj drugega se ravno ni dogajalo, prostega časa v vijoličastem taboru ni bilo veliko. Le v 2 popoldnevih se ni treniralo. Te trenutke so fantje izkoristili ali za počitek, ali za sprehod po mestnih ulicah in za nakupovanje. Ogromen hotel je sicer ponujal razne možnosti preživljanja časa, a se je tudi do spanca ekipa največ posvečala še eni obliki rekreacije, igranju namiznega tenisa. Super, takoj ko se naješ, po večerju, po kosilu, po kakšnem obroku, prijemo malo tukaj odigramo. Danes se je malo zavleklo, smo izkoristili ta večer za namizni tenis. Mislim, da to vsi fanti znajo igrati, to je enostavna igra, mislim, dosti jih igralo v šoli, vse kaj imaš lopar, moraš udariti tenka čez, enostavno. Mislim, da smo vsi tam. Po dobri izkušnji bo Turčija najbrž še kdaj prizorišče zimskih priprav. 2 tedna sta bila izkoriščena na najboljši način. Postavljeni so bili dobri temelji za uspešno pomlad. Čeprav zdaj sledi nadaljevanje v zimskih razmerah, Belek ostaja v spominu kot kraj, kjer so se prižigali motorji za hitro, varno vožnjo do cilja tam ob koncu maja.